Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko se v zadnjih letih povečuje. V letu 2016 je prvič presegla milijardo evrov, pri čemer je Slovenija na Kitajsko izvozila za dobrih 270 milijonov evrov blaga, iz Kitajske pa je uvozila za dobrih 763 milijonov evrov. V lanskem letu je Slovenija na Kitajsko izvozila za dobrih 320 milijonov evrov blaga, v januarju letošnjega leta pa že za slabih 29 milijonov. Povečanemu izvozu je prav gotovo pripomoglo srečanje premiera Mira Cerarja s predsednikom kitajske vlade, dan po vrhu voditeljev 16 držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske v Budimpešti novembra lani. Slovenija je takrat pristopila k pobudi En pas, ena cesta ter s Kitajsko podpisala protokol za izvoz medu. Cerar je pobudo 16+1 označil za pomemben prispevek k razvoju in poglabljanju odnosov s Kitajsko, predvsem na gospodarskem področju. Po vsem tem nekoliko čudi pismo slovenskega konzula na Kitajskem magistra Bojana Škode, kjer je razvidno, da kot edinega uvoznika pijače Donut MG na Kitajsko promovira zgolj podjetje The Lemon Group Shanghai Chuang Health Technology Company, ki ima pogodbo s podjetjem Atlantic Trade DOO, ki je v lasti hrvaške Atlantic Grupe. Poklicali smo na Ministrstvo za zunanje zadeve, ki v pismu ne ve nič. Zato se lahko upravičeno vprašamo, če je takšna praksa slovenskih konzulov po tujih državah običajna, predvsem zato, ker se po naših neuradnih informacijah pijača Donut MG že izvaža na Kitajsko, vendar ne preko podjetja, ki ga promovira konzul Škoda. Sprašujemo se, zakaj konzul ni omenil drugega podjetja in komu je v korist, da omenjeno pijačo na Kitajsko izvaža zgolj podjetje Atlantic Trade. Želeli smo pojasnilo konzula, vendar je telefon zvonil v prazno. Prav tako so nam iz zunanjega ministrstva sporočili, da morajo zadevo še preučiti, zato njihovega odgovora pred ponedeljkom ni pričakovati. Enako velja za podjetje Atlantic Trade.